Pravijo, da je kvaliteta življenja odvisna od tega, kako kvalitetna vprašanja si zastavljamo. In danes vam bomo seveda tudi mi pri tem pomagali. Imamo dve nalogi oziroma eno vprašanje in en izziv za samo spoznavanje. Zdaj lahko se odločite za eno, če pa ste pogumni in radovedni, lahko izpeljete torej kar obe. K sodelovanju pa seveda komot povabite tudi druge, recimo družinske člane, prijatelje, sodelavce in tako naprej. Ob koncu lahko izpeljete revizijo in odgovore primerjate oziroma se o njih pogovorite ali pa tudi mnenjo, kakor vam je ljubše. Torej, resnica in izziv dneva sta. Resnica, kaj te v življenju najbolj ustavlja? Kaj je najslabše, kar se lahko zgodi, če vztrajaš in slediš svojim željam oziroma ciljem? In še izziv, vsako osebo, s katero boš danes prišel ali prišla v stik, poglej v oči in poskušaj si zapomniti, kakšne barve so. Torej, zadevi sta res simpel, zahtevata le krajšo introspekcijo in zavestno pozornost. Se veste, da danes tako hitro odplavamo z mislimi in da smo večinoma časa na avtopilotu. To pa tudi ni okej, ker lahko vodi v depresijo ali pa tudi v drugo sodobno bolezen 21. stoletja in sicer izgorelost, s katero se po podatkih Družbeno-medicinskega inštituta pri ZRC SAZU sooča več kot 50% zaposlenih in ti kažejo simptome zgodnje faze izgorelosti burnouta. Vsak 10. zaposleni, torej 10% ljudi, podoživi celo skrajno fazo, ki lahko človeka položi v posteljo celo za več mesecev. No, na kratko se nam je oglasila tudi Jasmina s svojo izkušnjo oziroma pogledom na izgorelost. Zdaj jo imamo tudi na liniji. Jasmina, živja, ti si zdaj zelo zasedena ženska, ne? Kako v bistvu uspeš balansirati službo, pa zdaj še materinstvo, da ne izgoriš? Ja, 3-krat se mi je zgodilo, da sem bila že čist na tem, da bi lahko izgorela in to na tisti način, ko se ne ostaneš potem 3 mesece iz posle. In hvala Bogu, hvala naravi pravzaprav, da obstajajo adaptogene rastline, ki so me potegnale ven iz tega. Jaz zdaj to vse redno jemljem in ja, dam sebe na prvo mesto, pa ne se sliši še tukaj egoistično. Edino pravilno, se strinjam. In ja, naravna pomoč vsekakor pride prav, kot rečeno pa sprememba seveda miselnosti. Kot otroci nismo znali v bistvu drugače in smo se pač prilagodili navodilom drugih. Danes pa imamo možnost, da zberemo pogum in situacije, kot so recimo izgorelost, stres, depresija, odpravimo. S tem, ko pozornost usmerimo na naša občutja in naše potrebe. Dodatno pripomorejo seveda tudi uživanje prave, bazne prehrane. Tukaj imam seveda v mislih neprocesirano ekološko hrano, predvsem veliko zelenjave. Potem pa seveda ne pozabite tudi na gibanje, planiranje časa samo zase in dajte si to zapisati v koledar. Danes počivam, danes masaža, danes sprehod. Skratka, to morajo biti take planirane dejavnosti, sicer na njih radi pozabimo. In pa, če se le da, dodajte adaptogene rastline, recimo rožni koren, ašvaganda, eleuterokok, kordiceps, sveto baziliko, pa še kaj bi se našli. Še več poučnih vsebin tudi na naši spletni strani klepetobkavi.si in pa YouTube strani Klepeta ob kavi, kamor nalagamo res vse pretekle oddaje. Če pa se slučajno na poti v avtu ali pa kako drugače seveda imate zaposleno vaše čutilo za vid, potem pa vas seveda namesto klasičnega radija priporočamo podcast Klepeta ob kavi, ki ga lahko poslušate prek pametnega telefona kjerkoli. Preverite torej klepetobkavi.si pod zavihkom podcast.